Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena v novem podcastu Benesere. Ta epizoda bo malce drugačna in sicer to je prva epizoda v novi miniseriji, ki jo bomo imenovali nekaj v tem smislu Finance podcasta Benesere. Jaz sem tukaj doma, tle za mano, kot lahko vidite na videu, tu je tudi Oli, tako da če slučajno slišite koga drnohat v ozadju, boste vedeli, da je to moj kuža Oli, moj kužek. Tako da v tem prvi epizodi bom malo predstavil v bistvu to novo miniserijo o financah podcasta Benesere. V bistvu, kaj je cilj in namen te miniserije znotraj podcasta, je v bistvu s to serijo financ želimo predstaviti finančno plat ustvarjanja podcasta. Kako je prišlo do tega? Lahko povem malo zgodbo v ozadju, kako je prišlo do tega. V bistvu jaz provam vsako leto, se pravi za vsak začetek leta, se pravi tam okrog novega leta, malo analizirati stvari za preteklo leto, pa potem tudi postaviti neke namene in plane za naprej. In v bistvu sem videl, da ena izmed področji, ki je pri meni najbolj šepala v prejšnjem letu, so bile prav finance. In takrat sem prvič tudi potem začel malo bolj javno govoriti o tega, da imam malo finančnih težav trenutno, da sem v rdečih številkah. In potem skupaj z Nejo sva prišla z Nejo Golja, ki jo boste kmalu spoznali. V bistvu Neja mi ful pomaga pri ustvarjanju podcasta, promociji, marketingu in tako naprej. Potem z Nejo sva prišla do ideje, da bi lahko ustvarili eno tako finančno serijo ustvarjanja podcasta. Dandanes so podcasti vedno bolj popularni, vedno več podcastov je v Sloveniji, hkrati pa nobeden ne govori o finančni plati podcasta, se pravi koliko enih financ, denarja in časovnega vložka gre v podcast. Tako da tu je en cilj, se pravi namen te serije je predstaviti finančno plat ustvarjanja podcasta, da bi približali in pokazali tudi finančni del podcasta. Hkrati je pa tudi nek cilj za podcast, da bi se počasi začel monetizirati, ker do zdaj je bil glavni finančni vložek z moje plati, zdaj pa počasi po enem letu ustvarjanja bi tudi jaz rad želel, da bi se nekaj financ nabralo, se pravi, da bi začel podcast generirati denar in monetizirati. Zaradi tega, ker bo lažje ustvarjati, ker ne bo toliko več potrebnega mojega vložka, hkrati pa vemo, da finance so, sploh če so v rdečih številkah, so lahko kar velik stres in zadnje mesece sem tu opazil tudi na svoji koži, tako da potem cilj s to serijo finančne plati podcasta je tudi dokumentirati finančni vidik in hkrati dokumentirati potem monetizacijo in finančni napredek. Tako da povezali smo se z Andražem Kališnikom, ki smo ga imeli na podcastu v marcu. Bom tudi dal epizodo podcasta v link spodaj, tako da si ga lahko pogledati, če si ga nisi še. In v bistvu skozi to miniserijo podcastov bomo potem provali predstaviti to finančni vidik podcasta in hkrati potem vas popeljati na to zgodbo oziroma nek napredek monetizacije in finančnega vidika podcasta. Tako da to prvo epizodo sem si zamislil tako, da bomo najprej šli pogledati skozi finance podcasta, se pravi, šli bomo pogledati, koliko potrebuje nek podcast, se pravi, prav specifično naš podcast Benesere, koliko potrebuje finančnega, časovnega vložka, tudi koliko se je nabralo stroškov podcasta od začetka ustvarjanja, se pravi od marca lansko leto do danes, koliko je bilo prihodkov, koliko je bilo prilivov, koliko je bilo stroškov, koliko je bilo investicij, da nekako dobiste tudi vi vpogled v te stvari, ker se mi zdi ena izmed stvari, ki jo dandanes vedno bolj vsi iščemo, je neka odprtost, se pravi, da se čim bolj odprto govori o teh stvareh, tako da tudi cilj s to miniserijo je, da se predstavi tudi ta drugi vidik podcasta oziroma vidik sebe, ki v bistvu podcast je tudi velik del mene, in da govorimo čim bolj odprto o teh stvari. Potem v drugem delu bom predstavil, kakšen plan smo si zastavili za monetizacijo podcasta skupaj z Nejo in Andražem, in potem v zadnjem delu bom še predstavil, kaj lahko pričakujete v naslednjih epizodah te miniserije, tako da lahko gremo kar pogledati najprej finančni vidik oziroma finančno podlago podcasta. Se pravi, naredil sem analizo finančnega vložka
in vseh prilivov, stroškov in tako naprej, tako da imate lahko malo vpogled v te stvari. Tisti, ki poslušate ta podcast preko audio platform, je na YouTubu, imam tudi, se pravi, snemam ekran na mojem računalniku, kjer imam to Excel tabelo, kjer so potem noter vse številke, stroški, prilivi, odhodki in potem v naslednjem dokumentu tudi plan za monetizacijo. Če si gremo najprej pogledati malo finančni vložek, se pravi, koliko smo do zdaj oziroma sem do zdaj vložil v podcast, ustvarjanje podcasta od marca lani pa nekje do aprila letos. Se pravi, tukaj sem razdelil potem na najprej oprema, ki je bila potrebna za laufati podcast. Velika prednost tega, se pravi, ko smo začeli z Nikom, Nik imel svojo kamero, pa na začetku si je potem sposojil še kamero od Hane. Tu je že bil en velik plus, ker vemo, da profesionalni fotoaparati in kamere stanejo nekaj tisoč evrov, tako da recimo že tukaj je bila velika prednost to, da nismo rabili iti v investicijo za dodatne kamere. Nekateri podcasti tudi recimo snemajo s telefoni, ampak mi uporabljamo kamere, tako da nekje fotoaparat od Nika nisem šel točno preveriti, koliko je, ampak mislim, da je par tisoč evrov, se pravi skupaj fotoaparat plus lensi, potem fotoaparat od Hane, lih tako. Prva stvar, ki smo jo mogli kupiti za podcast, se pravi prva taka investicija, so bili mikrofoni, ki jih imam tukaj recimo pred sabo. To so T-Bone mikrofoni, se pravi prišli so v kompletu, 2 mikrofona plus še kabli so nekje prišli 150 evrov. Potem luči, ki jih je sicer kupil Nik, mislim, da so bile tam nekje 30 evrov, recimo ena izmed takih luči je tudi danes pred mano. Se pravi mikrofoni, luči in pa recimo fotoaparati oziroma neka naprave za snemati video posnetkov so neka osnova, kar potrebuješ za podcast. Itak, če se greš samo audio podcast, so mikrofoni mogoče dovolj, ampak recimo mi smo hoteli jaz sem želel iti do profi, se pravi, da imamo video podcast, da potem se lažje tudi promovira in tako naprej. Potem naslednja stvar, ki smo jo šli v investicijo, je bilo poleti, smo kupili stojala za mikrofone, ker na začetku smo snemali podcaste na mizi in je bilo to stojalo, ki je prišlo v kompletu mikrofonov T-Bone, je bilo dovolj. Potem, ko smo začeli snemati pa na kavčih, pa smo videli, da potrebujemo neko stojalo, ker v bistvu prvič smo snemali na kavču z Aljažem in Aljaž je itak ful energičen, pa zelo da veliko strasti, tudi ne samo v pogovor, ampak tudi potem z raznimi kretnjami, in tisti mikrofon je imel v roki in tisti mikrofon je skoraj poletel po zraku in takrat smo rekli, ok, naslednja investicija so stojala za mikrofoni, tako da takrat sem dal 55 evrov za 2 stojali. In naslednja investicija pred kratkem je bila Blackmagic Design Switcher. V bistvu videli smo, da je editing velik strošek, tako časovno kot tudi potem finančno naprej bi bil, in smo se potem z Nikom šli v akcijo in smo šli si gledati stvari oziroma orodja, ki bi nam pomagali olajšati editing. In v bistvu ta video switcher je tako, da preklopiš obe kamere preko HDMI kablov, preklopiš na ta switcher, na to napravo, in v bistvu on potem rekorda live na podcastu in potem ti samo obračaš, katera kamera snema, in v bistvu to prišpara 2 do 3 ure editinga, tako da to je super stvar. Je pa ni bila tako poceni, recimo tle vidite, da je bilo 325 evrov je bil ta switcher. In potem še smo potrebovali še HDMI kable, malo daljše, da smo potem kamere lahko preklopimo na switcher, tako da nek finančni vložek samo za opremo od lani marca do zdaj je bil 565 evrov. Potem za se je lažje predstavljati, koliko recimo časovnega vložka potrebuje podcast, in če bi recimo ta časovni vložek ovrednotili, koliko bi to pobralo, recimo če bi dali to
outsourcati, se pravi, če bi najeli nekoga, ki nam bi to naredil za časovno postavko. Recimo snemanje podcasta vzame v povprečju tam nekje 2 uri, mogoče kakšen malo več, kakšen malo manj, se pravi, kar prideš na sceno, se pravi, da pripraviš nekje 15 minut do 20 minut, potem približno epizode trajajo tam nekje dobro uro, uro in pol, in potem kar še vse pospraviš, je nekje potrebuješ 2 uri na epizodo, samo za snemanje, potem pride editing sta imela na čez Nik in Hana do zdaj in sta rekla, da nekje v povprečju potrebuješ nekje 3 ure za editing, se pravi, da prvo zeditaš epizodo, zato ker so več kamer, moraš potem zmeram v editing softwarju poeditati, katera kamera snema, da snema tistega, v bistvu, da se v končnem videu vidi tista kamera na govorcu. Potem so recimo za ostalo sem potem prevzel jaz, se pravi, thumbnaili, urejanje, copyright, objava in vse to je potem potrebovalo še 3-4 ure, recimo 1 uro za narediti en dober thumbnail, to je recimo šličica, ki se vidi na YouTubu, da pritegne pozornost in da ljudje kliknejo na YouTubu na epizodo. Potem urejanje, se pravi, da greš pogledat skozi podcast, da napišeš copyright, da napišeš poglavja, da pogledaš, da se časovno ujemajo, in potem še vse to objaviti, ponavadi mi potrebuje tam 3-4 urce. Potem ena dodatna ura je potem za promocijo, se pravi, da objavim na socialnih omrežjih, se pravi, da je prišla nova epizoda ven, da dam storije ven, da povem ljudem in socialnim omrežjem, da je nova epizoda zunaj. In potem še zadnja stvar pri podcastu je potem še promocija z izseki in klipi. Na začetku, kadar se je Hana pridružila podcastu, je imela ona čez, se pravi, ona delala izseke in klipe in je rekla, da potrebuje nekje 1 uro na klip. Potem sem prevzel to jaz in v bistvu z orodjem, AI orodjem, ki ga bomo spoznali kasneje, gre to ful hitreje, se pravi, jaz samo izrežem izsek, dam v to AI tool in v bistvu ono mi avtomatsko zgenerira podnapise, tako da nekje potrebujem nekje dobre pol ure za en klip in ponavadi naredim tam od 5 do 6 klipov, tako da vse skupaj rabi potem za promocijo nekje 3 do 4 ure, tako da recimo, če bi dali vse to skupaj, koliko je nek časovni vložek za eno epizodo, pridemo tam nekje na 13 ur na epizodo, kar je ful. Jaz na začetku, ko sem prvo videl to številko, sem bil, wow, ja, ni čudno, da pač res pobere toliko časa in energije podcast, ker res ful dela. Zdaj, tu je zato, ker se mi gremo, se pravi, za video podcast, za veliko promocije in za, da je Tom Pent. Zdaj, če nekdo, če gre v podcast in da dela podcast na minimalnem možnem nivoju, je v bistvu to samo potem snemanje in to je to. Ampak jaz želim, da je podcast na nivoju, zato pa da potrebuje toliko malo več časa. Recimo, če bi tudi potem ovrednotil vse te stvari, se pravi, če bi se sami sebi ovrednotili časovni vložek, oziroma če bi dali nekomu to delati, je to potem pride ali od 10 do 50 evrov na uro, to sem šel pogledati na Upwork in na Fiverr, kjer so freelanceri, ki ponujajo te storitve, se pravi od 10 do 50 evrov na uro za določen vidik podcasta, se pravi, če bi potem potegnili črto 13 ur na epizodo, če bi dali vse to nekomu outsourcati, bi to prišlo od 130 evrov pa do 650 evrov na epizodo. Se pravi, do zdaj smo imeli 27 epizod, potem sem naredil eno solo epizodo in potem še eno za Neo, ker sem pozabil posodobiti to stvar, ampak potem vse skupaj bi prišel finančni vidik, vložek finančni bi prišel od 3500 evrov pa vse do 17500. Tako si lahko malo predstavljate, da v bistvu ta podcast igra ni tako poceni, dosti lahko sam narediš, če pa nimaš časa oziroma če želiš, da je zadeva res na nivoju, potem moraš nekatere stvari outsourcati in tam se začnejo potem zareči finančni problemi oziroma finančni vložek podcasta.
Tako zdaj v naslednji tabeli sem dal skupaj vse stroške v zadnjem letu, se pravi od marca 2023 pa nekje do danes aprila 2024. V bistvu na začetku sem jaz delal te klipe v Descriptu. Descript je v bistvu tudi AI platforma, kjer daš noter video, pa ti potem zgenerira podnapise, tako da nekje potreboval sem 4 mesece. In potem vse skupaj je prišlo 15 evrov na mesec, kar je skupaj potrebovalo 60 evrov. Od nekje jeseni naprej pa uporabljam ta AI tool Submagic, ki sem ga omenil že prej na začetku. Se pravi, Submagic je super, ti daš v ta AI tool samo kratek video in potem ono ti avtomatsko naredi podnapise v slovenščini, pa razne efekte in vse te stvari in mi prišpara res ful časa. In v bistvu uporabljam ga od oktobra, tako da od takrat se je nabralo 7 mesecev, tako da 20 evrov na mesec je ta AI tool in vse skupaj je pole prišlo 140 evrov. Potem parkrat smo snemali tudi v Ljubljani, ko smo šli snemati z Janijem Kovačičem in z Majo Grintal, smo najeli prostor v Ljubljani in v bistvu tisti prostor je bil 10 evrov na uro in smo rentali 2x po 2 uri, tako da je potem vse skupaj naneslo 40 evrov za najem prostora. Potem tukaj sem vključil tudi potne stroške, se pravi, kot sem že prej omenil, parkrat smo šli snemati v Ljubljano. Enkrat sem šel tudi potem v Kamniško Bistrico na delavnico Emila Ledenka, tako da tu sem se nekako pole preračunal kilometre, ki sem jih naredil. Moj avto pije nekje 5,5 na 100 kilometrov, povprečna cena v tem času je bila nekje 1,5 evra na liter za dizel, tako da nekje pole potnih stroškov je prišlo 90 evrov vse skupaj. Ker nisem imel letne vinjete, sem potem tudi kupoval tedenske oziroma mesečne vinjete, tako da z vidika vinjete to prišlo 64 evrov. Potem okoli novega leta smo izdali tudi našo prvo merch, se pravi prve majčke, Boginja Benesere. Zmenil sem se z Izabelo Furlan, ki mi je naredila dizajn, tako da dizajn je pole prišel 70 evrov, tako da tu sem si tudi štel v stroške. Za novo leto sem naredil tudi giveaway, kjer sem podaril en hoodie in eno kratko majčko. Izdelava hoodija oziroma cena hoodija je 35 evrov, kratka majčka pa 15, ko vse skupaj je nagradna giveaway, nagradna igra je koštala 50 evrov. Potem neki daril se dal ven, se pravi, ali sem to dal sam sebi, ali sem dal par majčk, se pravi, Niku, Hani, Izabeli sem dal majčko, hoodije, Nej tudi par majčk in v bistvu to je potem ta darilca so nabrala se za 175 evrov. Enkrat smo šli pole tudi po snemanju z podcasta z Andražem, smo šli na večerjo v fabriko, tako da tu sem dal tudi štev zraven 40 evrov. Potem zadnjič sem naredil en live stream in v bistvu nekaj sem zafrknil in je prišla cena dosti višja, kot bi mogla biti, tako da recimo za tisti streaming sem odštel 30 evrov. Potem za sejem zdravja, ki je bil ta teden, se pravi v ponedeljek, 8.4. sem dal delati tudi plakate, se pravi 2 plakata sta pole prišla 15 evrov in zdaj pred kratkim sem naredil tudi vizitke so pa pole prišle 25 evrov, tako da tu sem vse računal noter v stroške, tako da do zdaj, se pravi v zadnjem letu od marca 2023 do danes se je nabralo za 814 evrov stroškov. Zdaj si lahko pa pogledamo še prihodke in prilive. V bistvu do zdaj je bilo ful malo prilivov, malo sem probal z merčem, se pravi z majčkami in v bistvu vse skupaj majčke so navlekne nekje tam od 90, 25 in 10 evrov, tako da tu je bil glavni vir prihodkov. Neki donacij smo tu dobili, recimo nekaj par mesecev nazaj sem probal tudi z prostovoljnimi donacijami, se pravi sem povedal vsem vam, tako po socialnih kot tudi na YouTubu, da sprejemamo tudi donacije, tako da potem sem dobil eno donacijo v višini 20 evrov od bivšega šefa in bivšega predsednika odbojkarskega kluba Uroša Staniča, sem dobil 20 evrov in od tega ful dobrega prijatelja, ker smo bili tudi sošolci, sem dobil še pole 50 evrov, tako da vse skupaj se je pole nabralo 70 evrov donacij. In zadnje je bilo še potem prvo sponzorstvo, ki smo ga dobili v ponedeljek na sejmu zdravja.
ki je Zavod za šport Nova Gorica, ki je tudi nekaj prispevala, tako da nekje pole se je prihodkov in prilivov se je v tem letu nabralo za 345 evrov, toliko sem nekje zračunal. In v bistvu zdaj, če si pogledamo še balans, se pravi prihodki in prilivi so bili nekje, se pravi vložki in stroški so bili, to sem jih obratno napisal, se pravi vložki in stroški so bili za 1380 evrov, prihodkov pa je bilo za 345 evrov, tako da zdaj lahko vidite balans, da sem dobrega jurja v minusu. No. In v bistvu, ko sem prišel do te številke, sem videl, da pač, zdaj razumem, zakaj so moje osebne finance tako v rdečih številkah, v minusu, zaradi tega, ker je bilo res pač veliko vložka. Z meseca v mesec ni toliko zdelo, ampak poleg, ko potegneš enkrat črto in narediš zaključek, ti je potem jasno. Tudi zaradi tega poleg sem videl tudi, koliko prav ima Andraž, ki je v bistvu na podcastu je omenil, da prva stvar pri urejanju osebnih financ je, da si moraš pisati vse prihodke in vse odhodke, in v bistvu zdaj sem videl, kako pomembno je, in v bistvu tu bomo od zdaj naprej bomo vse te stvari spremljali v teh tabelah. V bistvu te dokumente bom dal tudi v skupno rabo, tako da si lahko pogledate, bom dal v opis videa podcasta od spodaj, tako da boste imeli live vpogled v to, kako nam res podcastam, se pravi, koliko stroškov je, kateri novi stroški so, katere nove investicije so, oziroma kateri novi neki prilivi so, tako da boste lahko imeli live vpogled v to, kako nam gre na podcastu Benesere. Tako, zdaj gremo v drugi del videa, oziroma podcasta, in ker sem rekel, da bomo malo predstavili naš plan za monetizacijo podcasta. V bistvu ta plan smo sestavili skupaj z Nejo in z Andražem, tako da sem jim hvaležen za pomoč. Tle bom malo predstavil zdaj, kakšne stvari bomo delali v prihodnosti, da bomo probali v podcast prinesti malo več financ in vložka. Se pravi, prva stvar bomo probali malo več promovirati hoodije in majčke. Tako da najlažja stvar, kako podpreti podcast je ali z nakupom majčk hoodijev. Zdaj hoodiji je še malo sezona šla proč, tako da so še vedno na voljo kratke majčke, lahko je to z dizajnom Benesere ali z logotipom, tako da bom dal tako v opis podcasta, kot tudi v tem dokumentu so linki do majčk in hoodijev in ostalih stvari, ki jih ponujamo merch Benesere, tako da če želiš podpreti podcast, je super način z nakupom naših majčk, hkrati tudi potem širimo malo besedo od podcastu in promocija, tako da eno z drugim. No. Naslednja stvar, kako bomo probali tudi prinesti malo več denarja v podcast, je z donacijami, tako da če ti je všeč to, kar delamo s podcastom in bi nas rad podprla, lahko to storiš tudi z prostovoljno donacijo, lahko daš tisti vložek oziroma prispevek, ki ga upaš, od 5 pa do 20 evrov, tako da donacije bomo tudi probali malo več govoriti o teh donacij. Tudi naslednja stvar, ki jo bomo probali, je tudi paid mailing, se pravi, naš podcast domuje na platformi, ki se imenuje Substack. Substack je v bistvu ameriška blogging platforma, jaz to uporabljam že več let, začel sem na njej z mojim blogom in newsletterjem od Burnouta, se pravi Conquering Burnout, in v bistvu ta platforma ima potem tudi podporo za podcaste in v bistvu prek te platforme mi jaz objavljam stvari in podcaste, tako da Substack ima tudi možnost za paid naročnike, se pravi tisti, ki se prijavijo na paid naročnino, dobijo potem dodatne ugodnosti, tako da recimo nekje v prihodnosti bomo naredili tudi paid naročnino na mailing listo in tam bomo potem delili razna orodja gostov za avtorske vsebine po koncu snemanja podcasta, pa recimo razna osebna spoznanja, ki jih mi spoznavamo skozi ustvarjanje podcasta in naše osebno življenje, in potem tudi neke dodatni članki in vsebine z področja zdravega življenja, dobrega počutja. Vse te stvari bojo potem na voljo samo za naročnike, se pravi samo za tiste, ki bojo finančno podprli podcast Benesere. Naslednja stvar na vidiku je tudi potem YouTube monetization. Dosti ljudi me vpraša, a se da z podcastom služiti. V bistvu s samim podcastom se zelo slabo oziroma zelo malo se služi, sploh tle pri nas. V bistvu YouTube ti plačuje
za oglede in za poslušanje, oziroma več kot je gledanja, več dobiš tudi z YouTube oglasov, ampak prvo moraš izpolniti nekaj pogojev, se pravi, moraš imeti 1000 naročnikov na YouTubu. Mi jih nimamo še, mi smo nekje na 440, naslednji vidik je 500 naročnikov, s 500 naročnikih pa lahko ti ustvariš paid YouTube subscription, tu ima recimo Klemen Selakovič na Ideji, ima tudi potem možnost, da se ljudje naročijo na njegov kanal in potem ima razne dodatne storitve, se pravi, da tisti naročniki dobijo epizodo prej, pa recimo tudi razne Q&A-je, tako solo kot z gosti. Vse to želimo potem tudi v prihodnosti, ko bomo imeli vsaj 500 naročnikov, tudi to izvesti. V bistvu, zakaj se pri nas težko služi z YouTubeom? Zaradi tega, ker je audience oziroma je ljudi malo oziroma manj kot nekje drugje. Recimo v Ameriki, ker je baza ljudi toliko večja, oziroma imaš v angleščini in v angleščini lahko gledajo ljudje z celega sveta in v bistvu YouTube ti potem plačuje na število ogledov oziroma čas gledanja, se pravi več ogledov kot imaš, več naročnikov kot imaš in več kot se ti v tvojem videu predvaja teh oglasov, več potem tudi zaslužiš. Nekateri veliki YouTuberi služijo veliko z YouTubeom, tle v Sloveniji pa je to zelo težko, oziroma lahko služiš nekaj minimalno, da potem si pokriješ nekatere stvari. Tako da naslednja stvar, ki bomo tudi provali tokom podcasta delati, je tudi affiliate marketing, se pravi, se bomo povezali z različnimi podjetji in stavljali različna sodelovanja, da bomo potem mogoče promovirali naše lastne storitve gostov. Prvo sodelovanje, ki je na vidiku, je z podjetjem Vitalis Pro. V bistvu podjetje Vitalis Pro je goriškega izvora in so me že pred časom smo stopili v stik, so me prosili oziroma so me povabili k sodelovanju, tako da imajo lunch zdaj enkrat aprila, v bistvu se ukvarjajo z prehranskimi dopolnili za zdrav življenjski slog, tako da to gre super tudi v tematiko podcasta, tako da sem full excited glede tega, tako da to je prvo tako sodelovanje. Nekaj smo tudi govorili z trgovino ABP Sport, kjer jaz delam, kjer sem pač v službi, smo tudi govorili o morebitnem sodelovanju, ampak nimamo še nič dorečeno. Hkrati bom proval na podcastu promovirati oziroma deliti tudi svoje lastne storitve in produkte. Prva stvar, ki ste jo lahko verjetno že videli, je ta kurs o spletni tečaj o utrujenosti, ki sem ga naredil za platformo Optiforum Fit. Prejšnji teden sem izdal tako trailer kot tudi brezplačno podcast, se pravi prvo lekcijo z tega tečaja, tako da v prihodnosti bom proval čim več tudi tega promovirati preko podcasta, ker recimo potem tam tudi dobim tudi več ljudi, ko se prijavi na moj tečaj, potem tudi jaz dobim procent od nakupa. Začel bom tudi ponujati osebno svetovanje, tako z področja prehrane, lifestyla, dobrega počutja, benesere, kot tudi potem utrujenosti in zgorelosti, tako da tokom plana monetizacije tudi, da bi potem skozi lastne osebne storitve prinesel več financ noter, da potem lahko s tem denarjem razporejam, se pravi, da gre v stroške oziroma tudi, da se potem lahko podcast razvija. V planu imam izdati tudi nekaj e-knjig. Jaz sem ful navdušen in veliko čutim strasti tudi do pisanja. Moja diploma, za tiste, ki ne poznaste, je bila z področja zgodovine prehrane, tako da pripravljam mojo prvo e-knjigo o zgodovini prehrane. Računam, da bo nekje tam konec aprila in v bistvu ta e-knjiga bo predstavljala oziroma podala nek oris, kako so se prehranske navade ljudi spreminjale od prazgodovine do danes. Jaz sem v to diplomo vložil res ful energije, ful časa, ful mi je bilo veselje, tako da sem excited nad tem, da lahko delim več o tem kmalu. In še zadnja stvar, ki se bomo res provali fokusirati, ker bo tudi največ prinesla v naš podcast, so potem sponzorji. Povezal sem se z Blažem Valentinčičem, oziroma Blaž Valentinčič se je sam ponudil, da mi bo pomagal pri trženju podcasta, tako da pripravili smo tudi ponudbo, če je mogoče kakšno podjetje, kakšna organizacija zainteresirana za sodelovanje z nami v tem dokumentu in tudi v opisu podcasta bom dal ponudbo,
zgodbo, katero smo pripravili z Blažem, tako da če je kdo zainteresiran, se lahko dogovorimo. In to je nek plan za aktivnosti in ideje, kako bomo monetizirali podcast. Zdaj pa gremo lahko kar na naslednjo točko, se pravi strategije, kako bomo to dosegli. Malo sem že sproti govoril o tega, ampak zdaj lahko gremo prav po točkah. Se pravi, prva stvar, ki sem jo že začel delati, je ta promocija mojega tečaja Premagajmo utrujenost, od izčrpanosti do dobrega počutja. Tako da to je prva stvar, če koga zanima recimo tematika utrujenosti, izčrpanosti, izgorelosti, kako premagati utrujenost, kako izboljšati svojo energijo in dobro počutje, si lahko pogleda tečaj na platformi Optiform Fit. Tečaj je džabe, dobesedno je džabe. V bistvu ta platforma deluje na mesečni naročnini in s kodo JANI50 si zagotoviš 50% popusta na mesečno naročnino, ki je trenutno 8 evrov, tako da v bistvu za kurs plačaš 4 evre. Jaz sem v kurs vložil ure, mesece in leta spoznanj, naukov, lekcij in vse, tako da 4 evre za en tečaj je big deal, tako da res, če koga zanima, pa recimo, če se kdo hoče naučiti neke nove stvari z področja utrujenosti, izčrpanosti, izgorelosti, bi ti ful predlagal ta tečaj. Bom dal link do tečaja spodaj pod opis videa in podcasta, hkrati pa je tudi povezava tukaj v tem dokumentu. Več bomo tudi promovirali tako merch kot tudi donacije in pa hkrati bom kmalu začel tudi več govoriti o teh storitev, se pravi osebna svetovanja, kaj vključuje, zakaj sem se za to odločil, kaj lahko ponudim in tako naprej. Nekaj konec aprila tudi računam, da bi izdal to mojo e-knjigo. E-knjiga je skoraj končana že, ampak čakam še zadnje detajle in da se nekatere druge stvari umirijo, da lahko potem se res fokusiram na promocijo tudi e-knjige. Potem bomo tudi recimo za tiste sponzore, ki se bojo odločili za podporo, da nas bojo podprli, bomo tudi naredili dodatno promocijo, se jim zahvalili in tako naprej. In provali bomo tudi ustvariti recimo kakšne dogodke, evente, delavnice, da lahko potem tudi mi ponujamo dodatne storitve, hkrati pa potem tudi na ta način prinesti neke dodatne finance noter. In v bistvu, kako bomo to storili, se pravi, kako bomo prišli do dodatnih finančnega vložka z raznimi oglaševanji, tako preko podcasta, recimo dosti podcasta ima tako narejeno, da recimo na začetku podcasta, a pa znotraj podcasta dajo različne kratke oglase od 2 do 3 minute, s katerimi potem spodbudijo poslušalce za nakup oziroma da se odločijo za neko storitev. Več bomo tudi objavljali od vseh teh stvari, tako na objavah kot na reelih in tudi na storijih. Razmišljam tudi, da bi delal več teh mini podcast epizod, kot sem recimo prejšnji teden objavil to solo epizodo o prvi lekciji kursa, tako mislim tudi več tega narediti, recimo naslednja je taka o zgodovini prehrane, da bi lahko potem na ta način še malo knjigo promoviral. Več se moram tudi mrežiti. To je bilo eno spoznanje zdaj v kratkem. Pred veliko nočjo sva bila z Nejo na dogodku v Celju, kjer je vrtel elektronsko muziko tudi Klemen Selakovič. Prek njega smo prišli noter na ta private event in v bistvu na tem eventu smo se povezali z 3 ljudmi oziroma s 3 posamezniki, s katerimi smo še vedno v stiku, in v bistvu tudi ta teden na sejmu zdravja sem se povezal in spoznal veliko novih ljudi, s katerimi bomo tudi sodelovali na podcastu v prihodnosti. In recimo tudi prvi sponzor, se pravi Športna zveza Nova Gorica, je tudi prišla do nas oziroma zmenili smo se z njimi na tem sejmu zdravja, tako da to je bil zdaj en ful veliko opomnik, da se moram malo več družiti, ker recimo sploh jaz sem vedno mislil, da moraš več dajati v ta online presence, ampak je v bistvu kdaj je prav kontra, kdaj je bolj pomeni in več pomeni, ti več da, če se ti mrežiš v živo kot online. Hkrati moram tudi jaz malo več reach outat, se pravi povedati ljudem za nas, za naš podcast in za moje storitve. Tle imam še malo blokade imam noter.
ni mi težko pisati, recimo gostom, če bi prišli na podcast, ampak še vedno čutim neko notranjo blokado zapisati za neko uslugo oziroma za follow na raznih socialnih omrežjih, pa recimo za neko storitev so ponujati samega sebe oziroma svoje storitve. Tukaj čutim še nekaj notranjega odpora, tako da na tem moram še delati. Tako da reach outi bojo tudi v prihodnosti ena velika strategija. In poleg, kot sem omenil, so razni dogodki, ki jih bomo probali organizirati, da potem ponujemo tudi razne storitve in tudi, da prinesemo malo več denarja noter. Prvi tak dogodek je bil podcast v živo na Sejmu zdravja. Ta epizoda z Markom Severom bo prišla ven naslednji teden. In zdaj tu je bil nek plan oziroma strategija za monetizacijo podcastov. In zdaj si lahko pogledamo še ta razporeditev kapitala, se pravi prva stvar, prvi cilj je itak, da se stroški na mesečni ravni pokrijajo. Tu so recimo z raznih stvari, ali je tu recimo AI, tudi z Nikom in Hano smo se zmenili zdaj za neko plačilo, tako da prva stvar je, da se pokrijejo stroški. Potem smo rekli tudi, da za vsakega sponzorja, ki bo prišel, ki bo pripravljen nekaj vložiti v naš podcast, bomo tudi potem od 10 do 20% tistega vložka bomo dali v dobrodelnost, se pravi v dober namen za razna društva in neprofitne organizacije z področja zdravja in zdravega življenjskega sloga na Goriškem. Tako da recimo zdaj že iščemo društva, kateremu lahko namenimo del našega prvega sponzorja oziroma sponzorskih sredstev. In potem ostalo bomo potem razdelili naprej, se pravi nekaj za razvoj produktov in storitev, nekaj bo šlo v dodatni marketing in oglaševanje in potem nekaj bo šlo tudi v investiranje. Se pravi, tu se bomo povezali z Andražem, bo on skrbel za te stvari, tako da nekje od 10 do 20% viška bo potem šlo v investiranje in recimo tudi eden izmed vidik te serije podcasta bo tudi potem, da bomo predstavili to investiranje, se pravi, koliko vlagamo, kam vlagamo in kako se potem to skozi čas spremenja in raste. Ok, in zdaj za konec lahko pogledamo še plan za naprej, se pravi, kakšen plan imamo za to serijo o financah podcasta. Glavni cilj, kot sem omenil že na začetku, nam je dokumentirati napredek, da vas popeljamo na to pot, kako od rdečih številk do uspešnega finančnega vidika podcasta, tako da bomo probali redno vas updatati. Tudi recimo vsi ti dokumenti, ki sem vas jih pokazal, bodo na voljo za ogled, se pravi v povezavi od spodaj bom dal linke do teh dokumentov, tako da si lahko spremljate, če vas zanima kakšna stvar, si lahko dodatno pogledate, tako da cilj je nekje, da bomo enkrat na mesec, enkrat na 2 meseca posneli novo epizodo, v prihodnosti se bomo potem tudi vključili še Nejo in Andraža, s katerimi ustvarjamo to serijo, da bosta lahko še ona dva kaj povedala, še ona dva delila svoje mnenja in tako naprej, da ne bom samo jaz blebletal tle. In in v bistvu to je ves point tega, se pravi, da se predstavi ta finančni vidik podcasta in da vas popeljemo na to pot od rdečih številk do dobrega finančnega počutja. Tako da to je to za ta podcast. Upam, da vam je bil zanimiv. Upam, da ste spoznali kakšno novo stvar glede financ, tudi glede ustvarjanja podcasta. Če vas karkoli zanima, mi lahko napišete, ko mi pišete na socialna omrežja, na moj osebni mail, kamorkoli. Če mogoče kdo gleda kakšno podjetje, zavod, društvo in vam je všeč to, kar počnemo, mi smo odprti za sodelovanje, lahko vam pošljemo našo ponudbo in se dogovorimo. Če je kakšno drugo sodelovanje, smo tudi odprti, recimo z Mladinskim centrom, zdaj smo v poteku snemanja 3 podcastov za nov projekt, ki ga pripravljajo za starševstvo. Tudi v prihodnosti bomo verjetno izvedli še kakšen dogodek v živo, tako da jaz sem odprt in s podcastom smo odprti za katerakoli sodelovanja. Tako da jaz na tej točki bi se ti zahvalil za gledanje, poslušanje. To je to in se vidimo v naslednjih epizodah. Čau, čau.